Lep dober večer vsem. Prisrčna hvala, dragi Samo Novak, da si nas to čarobno glasbo popeljal v naš pogovor, ki bo že praznično naravnan in o njem bomo govorili o deželi, o duhovnosti, ki je tudi naša ljubezen, nas vseh treh, pa še marsikoga, o naši Indiji in o njeni duhovni tradiciji. Z nami sta gosta, ki veliko vesta, docentka doktor Nina, ki je pretanjena poznavalka Bhagavad Gite, se je petek, oprosti Nina, ti si za mene Nina, ki je doktorirala iz te snovi, in magister Andrej Detela, ki je prepojen s tem duhom indijske duhovnosti, tudi sam napisal popotno knjigo, ko je potoval po Indiji, in tudi ta njegova nova knjiga Zvezdni otroci diši po tej duhovnosti, po tej lepoti, po tej presežnosti, po tem univerzalnem, kar nam prinašajo tudi sveti spisi, kakršen je recimo Mahabharata, iz katerega je Bhagavad Gita en velik odlomek, 700 verzov, in ker je prišla do mene po ne vem kako prijazno bitje, mi je poslalo verzijo tole, ki jo lahko tudi kupite danes, Bhagavad Gita Esenca, ki je drugače prevedena, ne sledi pesmi, ampak je v prozi in ima tudi prijazno sporočilo in je taka, da jo lahko damo v žep. Tako da sem prebrala to in še enkrat šla veliki poznavalki, vlasti Hlander, ki je prevedla tole Bhagavad Gito in kot si mi povedala, ki je šla 1970. leta. In kot si mi ti zdajle povedala, bo ponatis pri založbi Sanje, kar samo dokazuje to, da je Bhagavad Gita zelo živa. In ker je tako živa, jo kar naprej ponatiskujejo, v Indiji izhaja v 10.000, 100.000 izvodih in kar naprej jo različni komentirajo. To je komentar Bhakti, ki se konča z meni ljubim stavkom, vse je ljubezen. In je pa seveda več interpretacij in zato bom najprej tebe, ki si docentka in predavateljica na Filozofski fakulteti prav za to tematiko, prosila, da nam na kratko predstaviš Bhagavad Gito in zakaj ti misliš, da je tako aktualna, da jo še kar naprej prebiramo. Tako, najlepša hvala, Manca, za prijazen in izčrpen uvod. Vse vas prav lepo pozdravljam in se zahvaljujem, da ste prišli. Ja, tega na kratko se vedno bojim, ampak bom poskušala. Ja, tudi glede na to, da je pravzaprav Bhagavad Gita je del Mahabharate, kot je omenila že Manca. Mahabharata ima 100.000 kitic, torej je pač eno izjemno obsežno in kompleksno delo in pravijo, da razumeš Mahabharato, potrebuješ več življenja enega samega. Tako da Bhagavad Gita je pa pravzaprav en zelo droben del Mahabharate, ki pojasnjuje njene številne dileme. Hkrati pa nekako to razmerje med Bhagavad Gito in Mahabharato bi lahko tudi pojasnili kot vzajemno. Torej Bhagavad Gita pojasnjuje Mahabharato, hkrati pa tudi Mahabharata pojasnjuje Bhagavad Gito. Tako da je nekako zelo pomembno, da poznamo mogoče tudi sam nek širši kontekst oziroma neke zgodbe, ki so tesno tudi povezane z Bhagavad Gito, da lahko nekako
razumemo celovito tudi njen nauk, ki pa je, kot je omenila že Manca, izjemno večplasten. Zdaj odvisno seveda tudi, kako jo beremo, ali jo beremo v kontekstu Mahabharate, ali jo beremo izolirano oziroma v navezavi na katero zgodbo v Mahabharati jo prebiramo, in zato je nekako nagovarja še danes številne množice ljudi in seveda številne duhovne mojstre, ki so pa tudi potem prispevali svoje komentarje z neko svojo lastno izhodiščno pozicijo. Torej na kratko Bhagavad Giti še v tem kontekstu, v katerem se je oblikovala. Torej Bhagavad Gita in Mahabharata sta nastali v izjemno plodovitem filozofskem obdobju. To je bilo okoli 200 pred našim štetjem, ko so se tudi že začele formirati razne filozofske šole, razni tokovi. In kaj je Bhagavad Gita predstavljala kot ena taka izjemna novost glede na predhodni filozofski nauk, filozofsko-religijski nauk, to, da se pravzaprav v Bhagavad Giti prvič pojavi ideja o enem in vrhovnem Bogu, ki nekako združuje vse vidike preostalih bogov, ki so bili recimo predstavljeni v vedskih spisih, ki so že začeli nastajati 1500 pred našim štetjem. Hkrati pa je Bhagavad Gita pomembna tudi zato, ker je bistveno vplivala na spremembo takratne družbene realnosti v Indiji. Pred Bhagavad Gito so že obstajali spisi, ki se imenujejo Upanišade, in to so spisi o askezi, kar pomeni, da se je v tistem obdobju okoli 900 pred našim štetjem, ko so začele nastajati prve Upanišade, so se ljudje začeli posvečati nekemu globljemu duhovnemu iskanju in so zanikali kakršno koli delovanje v kontekstu družbenega. Oziroma preprosto je rečeno, družba je tista, ki nam onemogoča, da se posvečamo nekim višjim duhovnim zadevam, in tako so modreci začeli množično odhajati v gozdove in se tam posvečati meditaciji, in jim na nek način ni bilo več mar za družbo. Bhagavad Gita pa na nek način poskuša priklicati ljudi nazaj v kontekst posvetnega, oziroma Bhagavad Gita na nek način nosi tudi sporočilo o odgovornosti do družbe. Torej na eni strani smo bitja, ki potrebujemo samoto, da se lahko posvečamo raznim duhovnim tehnikam in raznim duhovnim iskanjem, po drugi strani pa smo bistveno družbena bitja, ki smo tudi odgovorni za obstoj družbe, in Bhagavad Gita je tekst, ki nekako govori o nujnosti, ne samo možnosti, ampak celo nujnosti soobstoja oziroma uresničevanja obeh vidikov človekove eksistence. In ravno ta vidik, oba vidika sta nagovarjala številne ljudi tako v Indiji kot tudi na Zahodu. Preden se pravzaprav Evropa ni spoznala z Indijo, je bila pač Bhagavad Gita eden od svetih tekstov, ker pač Indijci nimajo enega samega svetega teksta, ampak je ogromno religijskih skupin, med katerimi pač vsaka ima svoj sveti tekst, ampak ko se je Zahod srečal z Bhagavad Gito, je v njej prepoznal pač tisto, kar je iskal kot neko oporo v razsrediščenem svetu brez kakršnih koli vrednot, in to so potem našli v Bhagavad Giti, in Bhagavad Gita je zaradi tega tudi pridobila nek prav poseben status v Indiji. Torej, kako nekako uskladiti oziroma osmisliti svoje družbeno bivanje v svetu, v katerem se pač preprosto ne znajdemo več, to je bilo bistveno vprašanje, ki se je recimo začelo oblikovati. Je bistveno tudi danes. Tako, absolutno, to še seveda traja, in Bhagavad Gita je relevantna v vseh prostorih in v vseh časih, absolutno ne samo v Indiji, ampak izrazito seganje po Bhagavad Giti se je pa začelo v hipijevskem obdobju, to je bilo v 60-ih letih, ko so ljudje začeli množično potovati v Indijo, in Bhagavad Gita je pravzaprav takrat veljala za eno tako življenjsko vodilo ravno zaradi nekako predočitve nujnosti vzdrževanja obeh idealov. Recimo hipiji so si poskušali tudi aktivno prizadevati spremeniti družbo, in Bhagavad Gita je nekako nosila tudi sporočilo, da z nekim aktivnim, smotrnim delovanjem v kontekstu družbenega lahko pač nekako spremenimo samo družbeno realnost. To je bil recimo tako imenovani zunanji družbeni vidik, ki je navdihoval ljudi, hkrati pa tudi neko tako pretanjeno sporočilo o možnosti duhovne izpolnitve. In Bhagavad Gito so
ljudje razumeli kot izrazito nedogmatičen tekst. Torej, če govori o Bogu Kršni kot o vrhovnem Bogu oziroma o Kršni kot o avataru brezobličnega Boga Višnuja, tega pravzaprav ljudje niso razumeli, da je to nekako pač tekst točno specifično o tem Bogu, ampak so razumeli zgolj kot tekst, ki govori o nečem, kar je absolutno presežno in je imanentno prisotno v tem svetu. Seveda o obstoju vrhovnega Boga govorijo tudi številne druge svete knjige v drugih religijah, ampak Bhagavad Gita je nekako pač posebna ravno potem, ker se Bog v Bhagavad Giti je predstavljeno, kako se Bog človeku zelo neposredno približa in kako ga pravzaprav nagovarja. In to je posebnost celotne hindujske tradicije. Bog je absolutno brezobličen, je neotipljiv, po drugi strani pa se seveda uteleša v svetu, da lahko človeku pristopi in mu nekako na tak način tudi pomaga. Gospa profesor, jaz te bom prekinila, ker če ne bi jo mi poslušali non-stop in sploh ne bi ti prišlo do besede. Dobro, da sem te povabila, draga Nina. Ja, ker ti pa tako lepo, tako jasno pripoveduješ, da je zdaj še meni jasno, zakaj mi je Bhagavad Gita tako všeč. Ker združuje nekaj, kar si jaz želim v lastnem življenju povezati. Metafiziko in etiko. In etika je, kako delujemo, kakšna je naša odgovornost. Ker nekateri iz New Age bi samo presežno meditacija in ne vem kaj, ja kaj pa tole vsakdanje življenje, tole moja aktivistična manca je vesela, da nastopa in moja metafizična pa presrečna tudi. Skratka, to je izjemna integracija in tudi branje, lahko beremo metaforično ali pa dobesedno, ampak lahko je tudi s Svetim pismom. Eni berejo dobesedno, eni metaforično in če boste brali tole knjigo, ali pa druge, če boste dobili v knjižnici druge prevode, boste videli, da je marsikaj zelo podobno. Zelo podobno, ne bi verjel, ampak očitno je vir isti. Dragi Andrej Detela, zdaj si pa ti na vrst. Upam, da imaš kje, ne, mikrofon, ga ni? Aha. Ti si tudi velik ljubitelj in poznavalec Indije. In kako pa utripa tvoje srce o prebiranju tega besedila? Ja, pač bral sem Bhagavad Gito v raznih variantah, v raznih prevodih, tako kot je Nina že povedala, pač to je delo, ki je bilo neštetokrat komentirano. Vsi tisti bolj znani duhovi v Indiji so čutili neko obvezo, da napišejo komentar Bhagavad Gite. Recimo v Angliji, da bomo malo povedali, v Evropi so bili pa v njega zaljubljeni Hermann Hesse, Goethe, še ne vem kdo, no samo tako, da boste vedeli, kako pomemben vpliv ima to na vse. Tako da pač, ker je tako mnogo plastna Bhagavad Gita, so pač ti komentarji zelo različni, pač, ker se lahko na različne načine interpretira. Se to je značilno za Indijo. Indija ima tisočero obrazov in vsak vidi v Indiji svoj svet, tisto, kar v tistem trenutku najbolj potrebuje. To je zaradi tega Indija ena zelo velika učiteljica življenja, ker ko greš v Indijo, posebej, če greš kot romar, s čim manj prtljage, pa da ne spiš ravno v nekih imenitnih hotelih, potem te Indija zmeraj postavi situacijo, ko v neke preizkušnje. Dostikrat so to zelo resne preizkušnje, ampak je ravno točno tisto, kar takrat potrebuješ. In če govoriš z 100 ljudmi, ki so bili v Indiji, vsak bo povedal čisto drugačno izkušnjo Indije. Pač ker so poti različnih ljudi različne. In podobno je z Bhagavad Gito, da pač razne uvide, pač zaradi tega imamo pač komentarje tudi zelo različne. In v tej knjigi, ki je zdaj tukaj predstavljena, to je pač ta duhovna skupnost Bhakti Marga,
ki jo vodi s vami Paramahansa Vishwananda. To je pač eden od komentarjev Bhagavad Gite. Pač Bhakti Marga pomeni pot ljubeče predanosti Bogu. Čaščenja. Čaščenje, ja. In to vidimo v tej knjigi, ne, pač poudarja čaščenje, predaj se Bogu in nekako odloži svoj ego. Pač recimo tisti najbolj značilen vers iz Bhagavad Gite je, če kar v sanskrtu povem, karma njeva dikaraste, ma phaleshu kadačana, ma karma phala heturpur, ma te sangostva karmani. To pomeni, tvoja pot je delovanje, ne pa sadovi delovanja. Odpovej se sadovom, nikoli ne sledi sadovo, ampak to ne pomeni, da se pa predaje brezdelju. Ne druži se s tistimi zelenovami. Samo ne bodi navezan na rezultate svojega dela, kar uči tudi budizem. Ne, to so neke univerzalne resnice. Torej, mi ne bomo navezani na sadove našega srečanja, dali bomo pa vse od sebe. Tako da bi še kaj za začetek, če ne se bomo s profesorici obrnila. Bom počel, ja. Draga Nina, mene je Bhagavad Gita v tem času posebej vznemirja zaradi vojn. Toliko imamo vojn in vojnam ni konca, ne kraja. In seveda se Bhagavad Gita tudi začne z vojno, in vojna je kar naprej in to je, ko sem ponovno prebirala, seveda, a smo se ljudje sploh spremenili v teh 2000 letih in več. Še naprej pogoltni, požrešni, domišljavi, zavistni, ni da ni. Ja, ne more biti pol posledica mir v svetu. Tako da, če ti kaj komentiraš o teh vojnah, ki so tudi vojne v nas, se pridejo do nas. Tako, torej, celotna Mahabharata se pravzaprav začne z enim širšim pripovednim okvirom in to je vojna, ki ima usodne razsežnosti, oziroma bi jih lahko na koncu nekako tudi imela, ampak se je vse izteklo najbolje, kakor se je lahko, ampak skratka v Bhagavad Giti in v Mahabharati ta vojni kontekst želi na nek način prikazati eno skrajno situacijo, v kateri se znajdemo in recimo tudi glede tega so nastale v komentatorski tradiciji številne interpretacije. Recimo Gandhi je kontekst vojne interpretiral kot vojno v nas samih, tako notranjo vojno. In on je nekako tudi želel posredovati sporočilo, da vojne bodo, dokler ne bomo zmagali vojne v nas samih, ker nekako vojno med Kurujci in Pandujci je razumel kot boj med našimi strastmi, torej med slabimi nagnjeni instinkti, sebičnostjo, navezanostjo in na drugi strani med darežljivostjo, spokojnostjo in prizadevanjem za dobrobit vsega bivajočega. Tako da nekako Gandhijevo sporočilo je bilo, da revolucija zunanja, družbena je lahko uspešna samo takrat, če opravimo tako imenovano notranjo revolucijo. In na nek način je na to pristajal tudi Šri Aurobindo, je tudi nekako govoril o dveh vrstah vojne, ki se dogajata in znotraj in zunaj, ampak recimo Aurobindo je pa ta vojni kontekst, v katerega je tudi umeščena Bhagavad Gita, razumel bolj dobesedno. Torej, on pravi, da vojne so in vojne bodo, in pravzaprav mora človek vsekakor pač sodelovati v boju, tako da tukaj so bile te interpretacije precej različne. Gandhi na to nikakor ni prestajal, je vseeno verjel, da lahko nekako človeštvo preživi brez vojn, kar pa, kot je poudarila Manca, se še danes nekako ni izkazalo, da bi lahko dejansko se uresničila ta Gandhijeva vizija. Ampak mislim, da nekako smo zgrešili to pot, ki jo nekako
zagovarja Bhagavad Gita in seveda tudi številni drugi sveti teksti, da pač ne moremo dobro delovati v kontekstu družbe, če ne spremenimo nekaj pri samih sebi. Tako da No, tako da vemo, zakaj smo tle, kjer smo. Dragi Andrej, ko sva se midva pogovarjala, nama ta vojna ni šla. Ne, kako je težko sprejeti to dejstvo. In tukaj Bhagavad Gita pravi, naj se ne vznemirjamo, ker je to itak že vse zaobjeto, določeno, ne, in se ponovi. Enkrat si ti vojak, drugič si pa tisti, ki te v vojni ubijajo. To se karmično in drugače dobiš, ne. Ampak ti si rekel, ne, zdaj pa nadaljuj. Ja, pač ena pomembna stvar pri tem je to, ne, da indijska kultura je precej drugačna od zahodne evropske kulture. Tako da moramo paziti na to, da ne delamo interpretacij skozi zahodne oči, ampak če kolikor se da, pač se poskušamo živeti v neko indijsko duhovno okolje. Tako da pač že izrazi, ki so v sanskrtu, imajo številni zelo, nimajo nekih usporednic v zahodnem besednjaku. Tako da, kar se tiče tega pač nasilja, škodovanja in tako naprej, da lahko, pač, da itak že vse naprej določeno, tako kot je Manca povedala, to lahko razumemo skozi očala indijske filozofije, zelo težko pa z očala zahodne filozofije. Recimo Advaita Vedanta, to je ta ena od 6 glavnih indijskih duhovnih šol, pač govori o kozmični enosti in postavlja tudi ta koncept svobode, je recimo zelo poudarja, ja, smo popolnoma svobodni, ampak potem, ko se res popolnoma raztopimo, odpovemo vsem željam, se raztegnemo čez celotno vesolje in tako da smo v nekem zelo ljubečem, večji harmoniji z vsemi biti v vesolju, potem lahko govorimo o svobodi. In potem tudi čutimo, da je vse že vnaprej določeno in smo svobodni v delovanju, ker vemo, da je vse to, kar delujemo, že tako naprej določeno, ampak to je na tistem zelo visokem nivoju zavesti, ki ga dosežejo recimo tisti riši, modrici v Indiji. In je pa težko to razumeti skozi neka zahodna očala. Je rekel sveti Avguštin, ljubi in ko zares ljubiš, lahko delaš, kar želiš. Ker to je najvišja stopnja etične in srčne prebujenosti. Tako da to je v vseh teh mističnih tradicijah samo tja prideti, je pa težka pot, zato bomo mi z Bhagavad Gito končali, da se bomo lahko te posvetili. In te se poprosim, ljuba naša profesorica, če nam za konec prebereš to, ker jaz mislim, da je temeljno sporočilo, vi pa potem lahko knjigico hupte in jo med prazniki počasi prebirate. Na kratko zvedi, Arjuna, kako po tej popolnosti pride potem do Brahmana, to vrhje prave vednosti. Kdor v sebi čist ima razum, kdor stalno obladuje se in komur zvoki niso mar, nečutni vtisi drugih vrst in neprijetno zoprnost, kdor je bolj malo in živi v samoti in v oblasti ima svoj govor, misli in telo, premišlja in je zmeraj zbran, in kdor odreče se strastem, občutku jaza svojega, nasilju, domišljavosti, jezi, posesti in željam in miren nesebičen je, vreden postati Brahman je. Ko združen je že z Brahmanom, ko Atman miren je njegov, brez žalosti je in želja, enako so mu bitja vsa, meni popolnoma je vdan. S pobožnostjo me prav spozna, do žene kakšen sem zares
in ko v resnici me spozna, potem se vame potopi. Joj, hvala lepa. To je od Vlaste pa Hajner, ne, prevod, ker v Indiji pojejo. Ne, to je pa ta Bhagavad Gita, ki je pa tukaj danes z nami, je pa v prozi, ne, je mogoče bližja našemu umevanju, ampak ti si tako lepo zapela. Ja. Ne znam tako lepo, ja, pa to se v sanskrtu se potem čist drugače sliši. Ja, seveda. Čeprav je slovenski jezik je zelo umetelen, kar se tega tiče. Ja, ker se mi zdi, angleški prevodi se mi zdijo tako površinski, da ima slovenski jezik tako veliko več globine za izraziti. Hvala lepa. Ja. V imenu slovenščine se ti zahvaljujem za ta kompliment, ker mi smo vendar jezik pesnikov. In bom kar zdaj napovedala, hvala, da si me spomnila. Mi januarja nimamo srečanja tukaj, ker so vse splošne počitnice, pač pa se bomo dobili drugo nedeljo v februarju in bomo imeli pesniški večer. In bo z nami letošnja Prešernova nagrajenka Miljana Cunta, ki je napisala čarobno knjigo pesmi, in Dušan Šarotar, ki je pravkar izdal to etično Nikomahovo potovanje tudi kot pesniška duša z velikim poudarkom na etiki, kar je zapisal Aristotel v Nikomahovi etiki. Tako da bo to en lep pesniški večer z etično noto. Zdaj pa tebe, dragi Andrej Detela, ne kot fizika, ampak kot pesnika, saj ti si pravzaprav pesnik, a ne? Nina, tudi če pišeš v prozi, ti si v bistvu poet. Prebereš en odlomek iz svoje nove knjige, ki jo je tudi prinesel na prodaj Zvezdni otroci. In to je za praznike, ko v zvezdice žarijo, čudovito darilo, da se nam prižgejo še v srcih. Prosim, če nam en odlomek prebereš. Najprej moram par besed povedati, zakaj gre. 3 glavne osebe so v tej knjigi, to so 3 zvezdni otroci, ki so z zvezd iz vesolja prišli na Zemljo in potem so se učili živeti med ljudmi, učili človeških jezikov, spoznavali razne neumnosti v človeških jezikih in spoznavali tudi, se učili načinov, kako preseči te neumnosti. 2 od teh zvezdnih otrok so se vzljubila, to je bil par, Tjan in Uma. In Umin brat, Anžej, je bil pa izgnan na drugi konec sveta, zaradi tega, ker je imel prelomne ideje v jezikoslovju, v znanosti. Njegov pisatelj Andrej Detela. In Tjan in Uma so se odločila, da bosta šla Anžeja iskat, ker so začutila, da je prišel čas, da bo svet že pripravljen na sprejemanje teh novih idej. No in tukaj je kratko poglavje, kako letita z zmajčkom. To je pa leteča ladjica, ki jo je Tjan naredil, ker Tjan je še iz tistega obdobja, ko je potoval med zvezdami, se je naučil izdelovati stvari, ki jih pač najbolj običajna zemeljska znanost težko vidi in spozna. Ampak ker je imel toliko poguma in toliko te srčne navezanosti za naravo, za pristno človečnostjo, zaradi tega mu te nove možnosti niso bile tuje, je znal narediti s pomočjo svojih zvestih prijateljev to zračno ladjico, ki je imenoval Zmajček, in sta z Umo potem letela na južni otok, kamor se je Anžej za 1 leto umaknil. No, tukaj je Andrej Detela tudi dela nekaj takega, veste.
te ladjice, bomo leteli po cestah z enim posebnim tvojim avtomobilom, ne? Ampak to združevanje znanosti in duhovnosti je tvoja osebna izkaznica, zato si zmogel napisati tudi tako knjigo, kjer se to dogaja. Si našel odlom? Sem našel, ja. Torej, že 2 dneva letita z zmajčkom, mimogrede povedano, zmajček dobiva energijo iz nekih čist novih energijskih virov, ki jih bomo tudi na Zemlji v bližnji prihodnosti spoznali. Tukaj je v bistvu nekakšna napoved tega, kar se bo kmalu resnično zgodilo. Dostikrat na področju umetnosti najprej nove ideje nekako pridejo med ljudmi. To se je kar naprej dogajalo. Tako da to ni nič tako zelo nenavadnega, pač ta knjiga ima na videz elemente znanstvene fantastike, ampak to ni fantastika, to so realne možnosti, ki prihajajo. No, 3. dan, ko sta se zbudila, oziroma sta celo noč letela, ker sta morali leteti čez vojno območje, pač so številne te družbeni zapleti tudi v tej knjigi noter, kako sta reševali te stvari, problemi nasilja, vojne, o tem so se Tjan in Uma ogromno pogovarjala, tako da knjiga daje razne iztočnice filozofske za probleme našega časa. No, ob prvem jutranjem svitu se je gluha tema začela razraščati v vidne oblike. Popotnika so si pomela oči. V globini tam spodaj sta razpoznala bele robove penečih vse valov. Bila sta že nad oceanom. Naslednji košček kopne zemlje, ki ga boste ozrla, bo Južni otok. Nad morskim obzorjem je vzšlo oddaljeno sonce in pozlatilo v svet. Počasi se je vzpelo na vrh neba in se potem nagnilo na drugo stran. Dan je bil dolg, tekle so ure, oni pa so ves čas leteli naprej z nespremenjeno hitrostjo. Tudi zmajček je bil kot nekakšno živo bitje. Samotni leteči čolniček in povsod naokrog samo morje, vse do komaj vidnega obzorja. Na vidiku ni bilo ničesar trdnega, na kar bi se lahko oprlo oko. Prostranstvo oceana in svetloba neba, 2 vidni neskončnosti, ki se dotikata. 2 mehki odeji, ki se raztezata v brezmejne daljave. Odeji, ki so se ravno prav razmaknili, da je po topli praznini med njima urno drsela zračna ladjica. Tjan in Uma, kdo vaju ščiti na poti skozi to neizmerno praznino? Vidva vesta, da je praznina tudi zgolj navidezna. Saj je ta odprti prostor med nebesnim svodom in vodami napolnjen s toplino vseh preteklih in prihodnih ljubezni. Vidva vidita in slišita priprošnjo vseh bitij, ki hrepenijo po sreči. Od zgoraj jo je varovala zaščita nebeških angelov, od spodaj so ji pomirjale uspavanke morskih rusalk. Bila sta utrujena, ker ponoči nista spala, zato sta malce zadremala, pa se spet zbudila, brala knjige in se pogovarjala o možnih presenečenjih, ki jo čakajo na Južnem otoku. Tako je tekel njun oceanski čas vse do večera, ko sta pod sabo zagledala ples 100 delfinov, ki so se igrivo prekopicovali nad morsko gladino. So mar prišli zato, da jo razvedrijo svojo predstavo in da pozabita na utrujenost? Ko je sonce zahajalo, se je srečala albatrosa, kralja oceanskih prostranstv. Je to morda znak, da je kopno že blizu? Uma je bila radovedna, kaj ima sporočena ključni spremljevalec, ker razponu krilj ni bil skoraj nič manjši od zmajčka. Albatrosi lahko brez prestanka letijo dneve in celo tedne, je pojasnil Tjan. Še vedno smo sredi oceana. Najina pot do Južnega otoka je še dolga. Uma je začela skrbeti. Najbrž nismo zašli. Ne, nikakor. Zmajček dobro ve, ki mora leteti. Ko bomo tam, bo pozvončkljal, da naj opozori. Zdaj lahko mirno zaspiva. Ker se prejšnjo noč prebedela, jo je ta večer kaj hitro zagrnil spanec. Zvesti zmajček pa je neutrudno nadaljeval začrtano pot. Zbudila sta se šele v svitu zgodnega jutra. Pogledala sta ven, povsod temne globine oceana.
nad širnimi vodami pa je drgetalo napeto pričakovanje. Uma je že dolgo imela navado, da je zjutraj, potem ko si zbudila, še leži v postelji, prebrala nekaj strani iz te ali one knjige, preden je vstala. Tudi to jutro je vzela v roke prvo knjigo ob vzglavju in jo slepo odprla nekje na sredini. A kakšno neverjetno naključje, pa saj ni naključje, vse se zgodi v pravem času. Tjan, poslušaj to pesem. In je brala. Torej, to je Kovičeva pesem. Božanstva. Ja. Južni otok je. Ja, je Južni otok, je. Daleč v neznanem morju je pika na obzorju, je lisa iz megle. Med svitom in temo iz bele vode vzhaja in neizmerno traja in v hipu gre na dno. In morje od strasti je težko in pijano in solza tiska rano in slutna, da ga ni. Da so na temnem dnu samo zasute školjke in veje grenke oljke in zibanje mahu. A voda se odpre in močna zvezda vzide in nova ladja pride in Južni otok je. Je. Pika. Samo še 2 stavka. Južni otok je. Končam. Dobro. Potem sta oba utihnila in nemo strmela v daljavo. Minute so tekle, na levi strani so morsko gladino oplazili prvi žarki jutranjega sonca, čisto mirno so tekle utripi srca. In tam daleč spredaj na belem obzorju se je počasi izostrila pikica, ki vse bolj rasla, prihajala vse bliže in bliže. In že sta Uma in Tjan razpoznala samotni ognjeniški stožec sredi lise nad obzorjem, Južni otok. Hvala lepa, Andrej Lizela. Južni otok je, kako lepo sporočilo. In kako lepo, da si vpletel to pesem v svojo knjigo. Nina, ti si jo brala v Indiji, si rekla, lahko z nami podeliš nekaj vtisov? Zdaj pa poslušaj. Ja, zelo sem navdušena nad Andrejevim delom, me je popolnoma prevzelo, ker nekako pač predstavi torej nezvezne otroke, ki smo pravzaprav mi sami, ne, vsak od nas je zvezni otrok, ampak to ne postanemo, ker smo nekako izgubljeni na površini tega sveta, kar je recimo ugotovil tudi prvi junak Andrejevega dela, torej Tjan, ko se je znašel nekako v človeškem oziroma ko je prispel na zemljo, se je najprej znašel v naravi, kjer se je počutil doma, ampak v človeškem svetu pa je bil nenadoma popolnoma izgubljen. Zdaj seveda vsebine ne bom podrobno razlagala, da ne bom predolga, pa seveda, da ne zaupam vsega, da boste tudi sami segli po knjigi, ampak recimo, kar se mi zdi pa tako, mogoče tudi malce v kontekstu navezave na nauk Bhagavad Gite, zelo pomembno pa me je tudi nagovorilo, recimo Uma in Tjan sta se počutila pač popolnoma izgubljena v tem svetu Pokemonov, torej ljudje zrajo v ekrane in pravzaprav ne vidijo vsega tega, kar nas obdaja, torej vsega živečega, narave, s katero sta Uma in Tjan komunicirala, seveda na neki popolnoma drugi jezikovni ravni, ampak mi je bilo zelo zanimivo, kako sta kljub temu nekako ustrajala v kontekstu družbenega oziroma sta nekako iz tega mestnega vrveža, kjer je bilo težko preživeti, sta potem nekako šla v naravo, se tam pogovarjala z valovi, z drevesi, z živalmi in se nekako pač potem vračala v kontekst družbenega in ravno to nekako tudi sporoča Bhagavad Gita, ne gre za ta dvojni odnos, da nekako svoje družbeno bivanje lahko osmislimo pač samo na način, da bivamo tudi v lastni samoti in da seveda pač vzdržujemo neko drugo raven komunikacije z vsem živečim. Pa to mi je še recimo bilo zelo zanimivo, torej to vprašanje identitete, a ne, torej kdo smo, zelo jasno smo definirani v današnjem svetu, to se tudi recimo kaže, ko je Tjan pristal na nekem magistratu ali občini, kjer bi moral tako ne dokazati oziroma vse povedati o svoji identiteti, ampak njemu se je to pač zdelo popolnoma brezpredmetno vprašanje, na katerega pač niti ni znal točno jasno odgovoriti, ampak je recimo pač pristajal na to, da
se ne definira, torej da živimo na nek bolj spontan način, ne na način, da smo nekako točno jasno določeni, kamo moramo in točno kdo smo. Tako da gre nekako tudi za to idejo pozabe lastne identitete, na ta, ne seveda pač do popolnosti, ampak do te mere, da se lahko uživimo v vse ostalo živeče. Tako da Tjani je zame zelo tak daoistični junak, bi jaz rekla, ne, ker je pač poskušal tudi živeti na tak način spontanosti. Ja, tako da sem recimo čvancejo v njem prepoznala, ja, tako na nek način. Zelo mi je bil pa zanimiv tudi Anžej, ki je Umin brat, zlasti zato, ker je pač bil puščavnik, potem ko seveda na akademiji, kjer so bili tudi vzorci, katerim si moral slediti, niso sprejeli njegovih inovativnih idej in se je zato umaknil v samoto, v eno kočico, nad katero je bila tudi meditacijska votlina, tako da je nekako se posvečal nekim globljim premislekom in se je potem, kot je nakazal Andrej, tudi vrne nazaj v družbo, kjer potem tudi živijo skupaj. Tako da navdušil me je pravzaprav nek tak preplet teh treh različnih zgodb, ki so med sabo seveda tesno povezane in odpirajo številna vprašanja, ki se nekako dotikajo nas vseh, kot pravi tudi Andrej, naše družbene problematike, torej, ki svet seveda pestijo še danes in seveda ta nek tak zelo subtilen poziv prek nizanja teh čudovitih podob iz narave, da smo pravzaprav nekako izgubili nekaj, kar pač nekako povezuje vsem, kar so ti zvezdni otroci prinesli na zemljo. To pa so nekako te zvezdne niti, prek katerih smo pač nekako tudi vsi povezani, smo vsi enakovredni, tako da se čuti vsekakor tudi vpliv budističnega nauka, ne, ker Andrej tudi izpostavi ta pomen skrbi za druga, ne, torej sočutje, to je pač budistični ideal, nikoli ne moremo biti sočutni do drugih, če se pač popolnoma izoliramo od vsega sveta, ne, kar je seveda tudi nauk Siddharte Gautame in seveda same Bhagavad Gite. Ok, da ne bom predolga. Joj, Nina, a ne kako lepo govori? No, zdaj pa komentiri njen komentar, vzblažen si, ker te je tako lepo začutila, a ne? Ne samo razumela, ampak te je tudi začutila. In to se mi zdi bistveno, da je pri takih knjigah udeleženo tudi srce. No, tukaj bi dodal to, da Uma in Tja nista nikoli obupavala, tudi Anžej v bistvu ne. Pač tudi takrat, ko je pač on šel v izgnanstvo, je to naredil zato, ker je pač slutil, da se mu bo pač ta doba odmika, da mu bo dala neke nove uvide. Uma in Tja pa, čeprav niso se pravzaprav počutila izgubljena v tej družbi, ampak to zato, ker sta pravzaprav prišla iz zvezd skozi tisto kozmično praznino, ki je materica vsega vesolja. Tako da sta nekako bila pripravljena na vse oblike, ki so jo čakale. In sta potem sproti, ko sta spoznavala zablode človeške družbe, sta sproti takoj odkrivala rešitve, kako preseči te zablode. No, in o tem sta se ogromno pogovarjala, največ ob nekem čudovitem jezeru, ob katerem sta preživela poletje. Tam sta imela neskončno časa, da sta se res poglobila vsa ta vprašanja in šele potem sta se vrnila nazaj v mesto, kjer se našla potem ravno zaradi tega, ker sta nekako dozorela znotraj sebe, sta potem zelo hitro našla prave prijatelje, s katerimi so ustvarila potem dve kreativni skupini, Uma za delo v gledališču, Tjan za razvoj teh letečih ladjic. In tako da zgodba je dosti pozitivna pravzaprav, ni tako, da bi bilo kakšno obupavanje, sproti stalno nakazuje rešitve, mislim, skupaj s problemi tudi rešitve nakazuje. Tako da nima tistega sodobnega realiziranja in pesimizma, ampak vse se da, ne? Samo podporujem, da so drugačni pogledi in da nismo
zabiti v te škatle, prepričan, veden, znan, kako si ti rekla, dober, ne, ampak da se odpremo in zaupamo svoji intuiciji. Zato ti praviš, umetniški glas napoveduje, ker bo našla znanost, ker je najprej intuicija in potem je razumska materializacija, če smem to reči. Zdaj pa, Andrej, še to nam povej za konec. Vsi smo zvezdni otroci, je Nina poudarila. Dej nam to upanje za slovo, da smo vsi zvezdni otroci. Vsi smo, seveda, vsi pa moramo vzeti čas za to, da to spoznamo v miru, v nekem meditativnem odmiku, ampak to ne pomeni, da se izoliramo, ampak da smo, da se odpovemo tisti napetosti, ločenosti med sabo in svetom. Se pravi, da si ustvarimo tako okolje, da lahko skozi svojo aktivnost predelujemo pač življenje celotnega sveta. In v nekem miru, ki ga sicer danes slabo poznamo, nažalost, ne pač odpovemo se, tako kot je tudi tukaj je Nina lepo povedala, pač odpovemo se raznim ukvarjanjem z raznimi pokemoni, ekrančki in tako naprej. Ne, pač vse so ekrani dostikrat potrebni, ampak ne smemo biti pa od tega odvisni. Zdaj, ne morem vas zdaj tukaj popolnoma pričati, da smo vsi zvezdni otroci, ker to navsezadnje mora vsak sam v sebi začutiti, ampak skozi neko iskreno, srčno delovanje pa lahko pridemo do tega spoznanja. To ni neka intelektualna zadeva, to ni tako, da bi jaz lahko zdaj to skozi neko razlago, to je stvar notranjega izkustva. Pa ne govorim zdaj o neki odklopljeni meditaciji, ne govorim o neki hiperaktivnosti, ampak o neki orfični združitvi vsega. Sam dostikrat poudarjam, da je treba slediti hkrati jeziku znanosti in jeziku umetnosti. Tako kot je Manca že povedala, umetnost veliko širše, bolj intuitivne horizonte vidi. Znanost se pokvarja s posameznimi ločenimi zadevami in ki jih potem zelo tako analitično razčleni. Tako da ne eno, ne drugo samo po sebi ne more dobro delovati. Zdaj recimo v znanosti je zdaj premalo tega širšega, intuitivnega, holističnega zrenja. Premalo te etične drže do sveta, ker to šele umetnost potem lahko okrepi. Znanost sama po sebi nima tega orodja, da bi znanstveniki zadosti opozarjali na etične implikacije. Tako da vsi veliki znanstveniki, če pogledamo zgodovino znanosti, pač so se ukvarjali tudi z umetnostjo, tudi s filozofijo, bi lahko še po vrsti tukaj primere našteval in je smešno, da številni povprečneži na polju znanosti so tisti, ki najbolj zavirajo pač tiste, ki res vidijo daleč naprej, ker ravno nočejo priznati tega širšega vidika. Ja, to bi jih pa ogrožali. Ja. Pol so pa papirji, pa pravila, pa moraš zdaj za znanstveno raziskavo vnaprej povedati, kaj boš dognal. Te norosti ni nikoli bilo. Saj znanost je hoja k nečemu in ne vemo, do česa bomo zares prišli. Ampak ne bomo zdaj bo še Nina za konec nam povedala, kaj o zvezdnih otrokih in o tvojem upanju, ki ga napajaš tako med študenti. Na fakulteti imaš pa tudi zelo zanimiv inštitut, kjer
proučuješ te meniške prakse in vse te reči, ki morajo biti za ravnotežje duha, srca in sveta. Ja, tako, torej, mene zelo navdihujejo trenutno pač v raziskovalnem delu puščavniki, torej budistična puščavniška tradicija, ampak ponavadi si nekako pač to puščavništvo predstavljamo kot nek popolni umik od sveta, ampak pravzaprav indijsko oziroma budistično, indijsko in tibetansko puščavništvo vse od znamenitega Milarepe, jogija Milarepe dalje nekako vzdržuje to ravnovesje med družbo in med osamo. In to recimo, če povem za zanimivost, puščavniki v Indiji, v Ladaku, kjer raziskujem to tradicijo, vzdržujejo še danes, torej ta ideal budističnega sočutja, ki ga tudi Andrej omenja v svojem delu, torej skrbi za druge, puščavniki še danes uresničujejo na tak način, da se iz dolgih meditacijskih obdobij v osami vračajo v kontekst družbenega, torej pravijo, kaj mi bo nirvana, če bo nirvana samo za mene. Moja pa za mene. Tako. Torej, bodimo v sebi in za druge, če lahko povzamem. In preden nam bo Samo Novak spet zaigral za konec, naj vam povem, da imamo lepo novoletno presenečenje. Z nami je predstavnica Urada za intelektualno lastnino, ki nam je prinesla za darilce vsakemu en patent. Tako da boste jo tamle našli, Nina, pomahaš? Ne, vsak vzame en patent za srečno pot v prihodnje leto, ker jo bomo potrebovali, to pot, veste. Močno in zaupajmo, da Južni otok je in pot obstaja. Zdaj pa, dragi Samo Novak, prosim.
lepa, mila glasba. Hvala lepa, Samo Novak, najlepša hvala. Docentka dr. Nina Petek, ki bo ravnokar profesor dr. Nina Petek, in magister Andrej Detela, ki sem mu napovedala Nobelovo nagrado, je rekel, da če bo dobil, da me časti na avion. Lepo se vama zahvaljujem za ta prelep večer. Zdaj pa, kje imaš ti tvoje?